Žan Papič, zakaj imam list? Ne? Ker je mladi gospodič kljub rosnim 31 letom toliko stvari v življenju zagodil, da si jih težko na pamet zapomnim. Zdaj te neke osnovne kvalifikatorje, se pravi kraški multipraktik, mogoče za začetek, ne? Ker je komik, igralec, radijski voditelj, fuzbaler, kelner, TV zvezdnik, gastarbajter, ki je šel na južno stran zemlje, kot se je izrazil Tone Pavčak, sejemski komar, tabornik, najboljši oziroma najbolj poslušan podcaster Očetnjave oziroma boljša polovica, pa seveda pesnik s Krasa, ki ga pozna več mladih kot Srečota Kosovela. Mislim, to so vse pretenciozne besede, ki mi dajo. Ne, ta zadnja je resnica. Jaz sem prepričan, če bi šli anketo med mlade na ulico delati. V Sežani težko, mislim, karkoli se kliče po Srečku Kosovelu. Ok, v Sežani ne, ampak v Celju pa mogoče ne. Ja, mogoče. Pa veš kaj, tudi se mi zdi, pesnik je tudi, se ne kvalificiram kot pesnika. Pišem pesmi, se bolj kvalificiram kot avtor. Ne? Zakaj se distanciraš? Ne, ker to vem, da je tečno, ker mene, ko sem izdal prvo knjigo, zdaj bom že si bil kar pisatelj, ne? Ja, so me sprašvali, a si ti pisatelj, Zdaj po drugi, tretji si, ne? Ampak po prvi je že malo preveč. Še vedno nisem, ampak se sprašujem, kakšen je psihološki okvir tega, da se Pri meni je tehničen, jaz sem zelo tehničen. A bi to preveč odgovornosti pomenilo za Ne to, ampak moja pesem se sploh ne spogleduje, ne z metriko, ne z nobenimi pravili, ker če bereš Prešerna, ne, ki je vse po Prešernu, je toliko enega truda in toliko ene matematiko, toliko je briljantno in on je pesnik, ampak če bi on to prebral, jaz mislim, da bi en šamar padel, no, po meni. Prešeren. Od Prešerna, ja. Ampak naš čas rabi zdaj to. Naš čas rabi to. Se vrnemo k poeziji malenkost kasneje. Hudo zgodbo imaš, ko sem te preučeval, kot rečeno sem za razliko od vas podcasterjev, novinar stare šole, ki se na intervjuje pripravi. Sem rekel, ne, mladi mož je, a si ti slučajno hiperaktiven med drugim? Ne vem, na srečo sem odraščal v časih, ko se še ni dajalo ful enih diagnoz otrokom. Ja. Tako da sem bil samo zelo pen in DS, no. Okay. Diagnoz pa nisem dobil na srečo. Torej še nimaš teh ljubljanskih diagnoz? Ne. Tako kot jaz, meni so recimo par let nazaj diagnosticirali ADHD. Aha, ne. In sem dobil odgovor, zakaj so me učiteljice v osnovni šoli non-stop lasale. Ker sem gledal skozi okno in ne njih, ne. Tako da mogoče imaš tudi to. Skratka, si en blazno zanimiv letnik, ne? Prej si se slikovito izrazil v tem najnem pogovoru brez mikrofona, je rekel, da izstreljen je bil v Jugoslaviji, rojen pa v Sloveniji. Skratka, na prelomu. Na prelomu ene blazno slabe zgodbe v eno odlično zgodbo. Takrat so meni to povedali, jaz sem bil takrat že pri zavesti in sem očetu verjel. Ko je prišel v uniformi in je rekel, sinele, jaz sem to osvobodil, od zdaj naprej si bomo s pticami delili nebo mobitel. Ti si v tem svetu odraščal, ne? Ja, mislim, moj dedni material je bil narejen z Gavrilović paštetami in pol sem gor odraščal na kekcu. Mislim, po mojem, da je bila mašina narejena za čist, veš, problem je, ker je bila mašina narejena za ene druge čase, ampak odraščal si pa v drugih časih. Veš, kaj mislim? Moji so me delili sigurno z eno mislijo še v jugi, ampak rodili so me pa zdaj v neko novo Slovenijo. Rodili so te v boljši svet, ne? Ja, recimo, okay, a te lahko vprašam čistko, mogoče da nadaljujeva, ker me zanima, kako ti gledaš na svet tudi kot predstavnik ene druge generacije, pa predvsem, da dobimo odgovore, zakaj delo, ki ga delaš, ustvarjaš na tako zanimiv način, v kakšnem svetu si odraščal, ne? Dobro, veš kaj, zdaj prej, ko si se našteval ta multipraktik, že tu mi je spet narobe, zato ko se mi zdi, da spet vaša generacija ali pa še starejša generacija ali pa še v oklepaju, se mi zdi, da je pol povezuje to, da si, ne da si šlampast, ampak površen v smislu, da če delaš več stvari, je tvoj fokus razpršen. Zato se mi zdi, da hočem biti človek in hočem biti to čim boljše, ampak uporabljam pa za to različne medije. In nikakor, tukaj, če se lahko potegnem nazaj, jaz recimo to multidisciplinarnost pri ljudeh ful cenim in bom rajše rekel, da mi grejo ljudje, ki so tako monotematski v tem, kar počnejo in se v tem jemljajo izredno resno, jih ful težko razumem. Ja, mislim, pri zdravniku se mi zdi fajn, da je zelo ozko usmerjen. Veš, če si popoldne še mesar, mi je to malo narobe, pa si pol kirurg, ta natančnost skače iz ekstrema v ekstrem.
Mislim, po mojem, da je komedija ta neka itak rdeča nič tega, kar delam. Mediji so različni, ampak hkrati gre samo za to, da bi rad sebe boljše razumel in bil bolj prebavljiv zase, hkrati pa tudi za okolico, ker se mi zdi to pomembno, ker mi mnenje drugih pomeni. Kaj to pomeni prebavljiv za okolico? Da nisi ta grežan. Veš, kaj mislim? Ja. Da želiš biti všečen v okolici. Mislim, tudi če ne všečen, ampak vsaj tudi če jim nisem všeč, da razumejo, da vseeno sem lahko v redu človek, tudi če jim nisem všeč. Zanimivo je, rekel si, ker se mi zdi mnenje drugih pomembno. Ja, tu pa je. To je ena taka ful iskrena izjava, Ja, seveda. pa bom rekel zelo taka netipična. Ne? Se ti zdi? Ja, a ni tako prevladujoča drža zdaj, jaz pač delam zase, mnenje drugih Ja, ne, mislim, jaz sem si, veš kaj, zdaj moraš vedeti, jaz sem star 30, se mi zdi, da živim že eno četrto življenje, ker predtem sem imel neke sanje o fuzbalerju, potem sem imel neke druge sanje, potem sem šel v Avstralijo, potem sem šel tudi na psihiatrijo za pol leta. Ne? In ko ti izgubiš vso dostojanstvo, kar se zgodi z odhodom na psihiatrijo, mimogrede, če kdo razmišlja o tem, tam res izgubiš dostojanstvo v tem smislu, veš, kaj bodo drugi rekli, ok, zdaj ste videli vse, mislim, to je podan od podna v smislu, ne. In ko si enkrat tam, je to tako osvobojujoč občutek, da si rečeš, ok, super, zdaj pa delam sam še zase, da se jaz imam dobro, ampak hkrati vseeno hočem, da se ljudje ob meni počutijo dobro, da jim ne povzročam negativnih občutkov. Ne. Ker jaz nočem, da noben se stikom z mano, ne, na kakršen koli način, ali na fizični ali na verbalni ravni, ne počuti slabše. Kako pa to doseči? Ja, s tem, da se poslušamo, ne? Da, veš, da jaz probam tebe razumeti in ti mene, ampak jaz tudi že s tem nimam več težav, če me ljudje nočejo poslušati. Mislim, jaz tudi sem dosti na odru, kjer dobim res zgoščeno pozornost in potrditve, ker mi zadostuje. Ne vem kaj, če tega ne bi bilo, ne upam si špekulirati. Zna biti, da bi imel ful neko večjo potrebo po dokazovanju na ulici, ampak je pol nimam, ker jo tam dobim. Ne? Ja, veš, zakaj razmišljam o tem? Ne? Ker tako se mi zdi, da ustvarjalci recimo stand-up komedije in podcastov na nek način in bom rekel komentatorji družbenega dogajanja na nek način zasledujemo en tak koncept, ki se mu reče resnica. Ne? In a ni to malo skregan s počutjem drugih? Ob resnici se znajo ljudje včasih počutiti tudi nelagodno. Ker jaz ne vem, kaj je resnica in tudi ne vem, kaj je iskrenost, vem pa, kaj je transparentnost. In dokler si upam iti. Ok, transparentnost Ja, informacije. Ne. je kaj, recimo? Transparentnost je to, veš, ker ti lahko rečeš, da si mi ti v redu, ampak jaz ne vem, če si mi ti res v redu. Ampak transparentno je, da ti to povem. Lahko bi pa to zamolčal, ne. Ali pa bi ti povedal, da si mi v redu, kljub temu, da ne bi bil prepričan, da si mi v redu. Ok, to je iskrenost pa na nek način. Meni se zdi, da iskrenost je bila ta Ali je resnica, to, kar transparentnost, iščemo. iskrenost z malo filtra. Ne, sam se mi zdi, da ljudje delamo prehitro zaključke, ker ali radi generaliziramo, ker tudi ljudje smo žival udobja na več načinov, tudi glede informacij. Zato pa imamo stereotipe. Zato, ko sam daš v nek predal, ti moraš informacijo obdelati v nekam dati, ker je to ful lažje za življenje. Če ostane neodgovorjeno, te tu malo srbi. In zato radi generaliziramo. In pol, ker mislimo, da je nek iskreno, sam iskreno nisi zares tega podatka obdelal do konca in se zares odločil. Ker se mi zdi, da vsaka stvar ali pa vsak človek si zasluži individualen pristop in obravnavo, ampak vse generaliziramo, ker je to lažje. Ne? Ja, pa tudi težko je, ne, ob taki množici ljudi. Ne. Ljudje Ja, smo to. genetsko pa evolucijsko Ja, ustvarjeni za ja. skupine, Se mislim, strinjam. da največ 100 ljudi, mi Ja. po življenju poznamo nekaj tisoč. Potem še, kako bi opisal ali pa recimo poimenoval svojo generacijo? To generacijo, ki je bila izstreljena ob začetku naše obljubljene dežele, tam recimo v prvi polovici 90. Pa to ne govorimo o te neki milenici, ker to ne jaz ne štekam. Ne, prav svojo generacijo, to me zanima. Moja generacija. Tvoja generacija. Ma jaz bi rekel tako eni razvajeni naivneži, ne? A je to v redu? A si to pričakoval? Mislim, ne želim presojati tega. Ok, jaz tudi ne, ampak tako bi. Razvajeni naivneži v kakšnem smislu? Pa če greva nazaj, recimo, a se ti spominjaš, kako so ti v začetku odraščanja starši predstavljali svet? Pa učiteljice, ne, ki recimo takrat niso bile več tovarišice, ne? Ja, Pa župnik ali razumem. pa Ma ne,
Dobro, jaz župnik nisem živel v bivšem samostalno zraven cerkve, ampak nisem nikoli zares imel stika razen živijo s tem. Ok, v mislih sem imel pač vseh. Ja. Pa saj tega se zares ne dela. Mislim, to v retrospektivi lahko pol pogledaš, ampak Ja, imam ja. kar težek uvid v svojo preteklost, iskreno. Tako malo je zamegljeno, pa se ne zares rad spominjam. Jaz sem velik paranoik, pa velik entuzijast, ne. Kar zna biti zelo. Ne vem, mislim, ta 90-ta, veš kaj je fora, da to je bila za vas, ne, ali pa za moje starše, to bilo neko obdobje. Za mene kot otroka je bilo že sam po sebi ful dobro obdobje, ne, polno hormonov, pa enega navdušenja in daril. Mislim, vse se mi je zdelo na dosegu roke, mislim, hodil sem k taborniku, ta del mene je skupnost ful izoblikovala v resnici. Od šolskega sistema, ki me je zelo zagrenil, do taborništva, kjer sem čutil, da me vsaj delno razume ali pa poskuša razumeti, ali pa če ne drugega, me vsaj tolerira takšnega, kot sem, do fuzbola, kjer sem se mogel pač boriti za vsak korak. Zakaj te šolski sistem zagrenil? To me zanima, to se mi zdijo pomembne stvari. Ja, veš kaj, mislim, starejši kot sem, pa več terapij, kot dam skozi, bolj se razumem sebe in na biološki in psihološki ravni. Iz več vidikov, mislim da enostavno me niso ene stvari pritegnile ali pa mi niso dovolj na nek specifično znanstven način razlagali, da bi, ker recimo tu zdaj, ko sem pri terapevtu, mi on mora razložiti na nevrološki ravni, da jaz razumem, zakaj nekaj dobro delati ali pa ne. Če mi en sam moralizira, no, šolski sistem je zelo povezan z moraliziranjem in to me ful moti. Če mi nekdo teži ali pa smrči, to so dve stvari, ki me ful motijo. Okay. In šolski sistem, hočeš nočeš, ima vrednote krščanstva, ki so dobre do določene mere, ampak če je pa to samo dogmatično, samo zato, ker je nekdo nekaj rekel, lahko rata tu ful naporno za človeka, ki tega ne razume. In šolski sistem zelo rad moralizira. Se mi zdi, zdaj ne vem, ja, ok, no, super. Ampak hvala Bogu so ljudje noter, ki so dobri, sami po sebi, na te ljudje se treba uprti. Vse isto je, ne vem, zdaj če razširam, pa nočem to iti, ampak sam kot primer, zdravstveni sistem. Na koncu imaš ti izkušnjo z zdravnikom in če on fajn, je tvoja izkušnja fajn. Nima veze drugo. Ja. No, in zato hočem biti tudi sam individuum, ki bo prispeval k boljši skupnosti, oziroma kot bi rekel Gandhi, bodi sprememba, ki želiš videti v svetu, in to se jaz grem. Ok, vse šolski sistem si relativno zgodaj zapustil, ker se mi zdi, da si bil star 22 let, ko si naredil en tak tipičen kraševski manever, ko si se odločil iti, ta zgodba mi je ful zanimiva. Zakaj? Zato, mislim, tako čudovito naivno romantična je, za dol past. Neumno skoraj. Ne, krasna neumnost, ki se mi jo zdi, da bi si jo moral privoščiti vsak mladenič. Da rečeš, kako si prišel na idejo, jaz grem pa zdaj v Avstralijo, kjer bom našel opale in zlato svojega življenja. A si videl članek na Val 202 mogoče? Ne. Ne, nisi prišel do tega. Te hočeš, da ti povem? Prebral sem nekje druge par detajlov, ampak želim od tebe slišati. Aha, okay. Ja, ok, dobro. Nek blog sem bral, ki si ga objavljal, ne vem kje, mislim, da v 9 delih. Ja, 12 delov. In sem ga z užitkom prebral in ga priporočam tudi vsem tukaj. Pa to si pisal zdaj kot starejši izurjen pisec? Ne vem, 5 let nazaj recimo. Za Radio Trsta sem to pisal v resnici. Super simpatičen zapis. Zgodba, kako se je sploh rodila ta ideja Avstralije? Ja, mimogrede naslov je Avstralija obljubljena dežela, ker se mi zdi, da bi lahko preslikal na Slovenijo. Veš, kako se je rodila ta ideja? Ful Kraševcev je šlo tisto obdobje v Avstralijo in tudi po drugi svetovni vojni je šlo ful ljudi z ladjo iz Trsta v Avstralijo. Klej sem nekako čutil, da sem zadev nek zid, da se ne premaknem nikamor, delal sem v pomivalnici, imel sem res bedne šihte, bedne odnose doma, sam sebe nisem maral in sem vedel, da če hočem nekaj korenito spremeniti, moram pretrgati te algoritme. Ampak te algoritme je ful težko prebiti v enem ustaljenem prostoru, kjer so ljudje vzpostavili že nek odnos s tabo, kjer je postal rutina. Te stvari najteže mehčaš. Zato moraš iti v nove prostore, tudi s temi ljudmi, ali pa brez njih še boljše. Ne? In se vedel, da se moram umakniti za nekaj časa in priti na novo tja, ker me bojo pozabili in bom imel več možnosti za ustvariti boljše odnose, konkretno z družino. Neki. Pa niso sploh bili oni problem, jaz sem bil. Hotel sem iti pa toliko daleč stran, da bom res imel težavo za priti domov. In če greš ful naprej, se že vračaš, tako da tu je bilo, kar je okrogla, upam, da si zagovornik te teorije. Ja, okay. Zdaj sem po lepem koščku polemiziranja sem sprejel, da je zemlja okrogla. Ker po določenem momentu se začneš vračati, tako da tam od Tasmanija naprej se že vračaš in pač Melbourne je bil najbolj jasna izbira.
In nisem hotel nobenih, veš, da ti bomo dali mi številko dunga, mi od dunga. Ne, jaz hočem biti sam, da vidim, če sem sposoben preživeti. Če bom pač umrl, ne, se pač Darwinova evolucija. Kam lepše kot to doživeti tam, kjer se je rodila. Torej, tvoji motivi niso bili motivi evropskega zlatokopa, ne vem, iz 19. stoletja, ki je šel v Ameriko z idejo, da bo obogatel in se vrnil. Finančni minus, totalni finančni minus. Se pravi, v štartu je bila tvoja ideja, da se greš tja preleviti. Ali pa da grem delati, da bi res zaslužil nek cash, ali pa da bi mogoče probil stand-up, ampak ajde, saj probi zdržati nekje sam 1 leto. Ampak pol sem 7 mesecev, ker nisem vedel, da tudi v Avstraliji prije zima in da je res mrzlo. Ne, prodajajo ti kenguru, urulu in sonce, veš kaj mislim, tu je res na tek. Ti, ko pišeš Google Avstralijo, tu je vse ful lepo, ampak oni vršijo gor filtre, ti priješ tja, pa te pa realno zadene. Jaz če ne bi vedel, da sem v Melbourne, jaz bi mislil, da sem, ne vem, v enem evropskem mestu, to je... Kljub temu, da sem si odtrgal členkeh mali, ker je zalaven pes, ker sem mislil, da bi ubil. Ker v dokumentarcih v Avstraliji nikdar ne dežuje. Ne, ampak to je zmotna slika, ti si to dojel na letališču. Ja, 4 season weather in 1 day, tako kot London. Mislim, tu moraš stalno imeti dežnik. Sem bil, kam sem jaz prišel, pingvini v valobranih, a to je Avstralija ali kaj Barabe, na tega nisem je totalno. Na tek, Avstralija na tek, tako da boste vedeli. Ja, ampak zdaj, ko pa gledam nazaj, se mi zdi, sem bil kar caruno, tako sam pred 22 letih, pa tam preživeti, pa 7 mesecev, pa cash, pa najemnine, pa tam neki zazici, pa to, vse mi je bilo malo mutno, ampak vse sem naredil. Tako da fajn izkušnja, ja, priporočam. Mislim, da bi država pomogla reči, ti končaš srednjo šolo, 1 leto ne moreš delati, moraš iti nekam ven z države. Da bi država subvencionirala karte za Avstralijo. Ja, recimo, ne, ja, bi bilo dobro, why not? Ful je dobro. Ja, enosmerno, si tu, jaz sem si mogel tam zaslužiti denar za nazaj, jaz nisem imel star, jaz bi prišel še prej domov. Nisem imel keša. Ko mi je Juš Miličinski mi rekel, zakaj pa nisi šel v Ajdušno, ja, ker pridem na en štop nazaj, mislim, to je ful težje. Ja, mislim, rad si dajem ene stvari, ko jih je težko doseči, da vidim, če zmorem, tako da pol tako rastem se mi zdi. No, ko so ravno pri Jušu, pomembna zgodba v kreaciji Žana Papiča je tudi impro zadeva. Ja, še prej šolska improliga. Jaz sem se iz Sežane, 2-letnika sem naredil v Sežani na gimnaziji Srečka Kosovela, potem sem se pa prepisal v nogometni razred na Šiško, ko je športna gimnazija. In tam so imeli opcijo improlige in sem se upisal in sem tja hodil, tako da me tudi ta del me je malo definiral. Ne zares toliko, kolikor bi človek pričakoval, ampak sigurno je bila neka vstopna točka. Ker jaz sem imel blazno dolgo časa tremo, jaz sem imel tremo še do 3-4 leta nazaj. Jaz sem se lani recimo oktobra dokončno sprostil na odru. Kako se zabiš treme? Ja, ful moraš delati, res ful. Recimo jaz sem lani od 1. decembra pa letos do maja imel 115 predstav. In tle moram reči, da pol rateš in samozavesten in se znebiš tega. Ampak ni trema tudi en svojevrsten motivator? Ma ne vem, če meni je samo ovira bila. Ker jaz sem full cajta iskal neke druge stvari, da bi jih delal sam zaradi tega, ker mi je bilo toliko naporno iti na oder, pa sploh pri stand-upu, ker so to tvoje misli in prodajaš svojo filozofijo, svojim imenom in priimkom. Drugo, če ti igraš v predstavi. Ampak je tako vezano na tvoj ego in tako trpi, če nisi složen sam s sabo, in jaz večino časa nisem složen sam s sabo, je tu kar naporno. Ok, greva k stand-upu. Stand-up je en tak zanimiv pojav, ki je relativno mlad v Sloveniji, sploh če ga gledaš z perspektive moje generacije, ker sem skoraj 20 let starejši od tebe. Recimo nas je popolnoma zaobšel, oziroma nismo poznali razen teh parih legend. Recimo v vaši generaciji se mi zdi, da vsak tretji poskuša svojo karierno pot znotraj stand-upa. Zakaj stand-up? Meni se zdi to super, tudi improliga se mi zdi super, sploh za srednješolce, ker krepi neko in samo podobo in to premagovanje treme, ker sram za moje pojme je največji zaviralec napredka in to moramo razreševati, ne. Ker recimo že v politiki se izseljujejo izključno na podlagi sramu, ne. In ko se bomo enkrat tega znebili, bo ful težko ljudi prisiljevati v karkoli, ker jih ne bo več sram, ne. In iz tega stališča stand-up mi je pa dober iz tega vidika, ker lahko izrazim nefiltrirano svojo misel in hodim to misel preverjati pred publiko. In s tem dobivam neko potrebovanje kot človek, ne, ali prav razmišljam ali ne, oziroma če sem smešen, ker se mi je tudi že zgodilo postojanje, ker res sem bil in psihično in fizično sem bil kar utrujen in jaz sem se ulegel na tla, pa sem rekel, da ne moram več, pa ljudje se smejali, pa sem rekel, fuck, oni mislijo, da se jaz zafrkavam. In potem sem pač ostal in šel naprej, ker sem videl, da nima smisla, da ne štekajo, da mislim resno. Ok, ampak ni stand-up primarno veščina
veščina, kako nasmejati ljudi. Ne, ne. Izvorno je vstani gor in povej, kar misliš. Ne? Če gledamo pročelo stand-upa, kar je Lenny Bruce, ko je bila cenzura zelo živa v Ameriki in nič nisi smel reči, nič nisi smel narediti, je bil to edini kraj, kjer se je resnica lahko govorila oziroma tisto, kar so ljudje želeli slišati. In je pročelo sam ta nek družbeni filter na nek način, ali pa ventil, da rečemo po tej sociološki, veš, da se nekje sprosti. In potem pride ta skill šele nasmejati, ampak zdaj, ker je stand-up pač komercializiran, je pa primarno to, da moramo nasmejati in pol bomo nekaj povedali. Ker ljudje se hodijo na stand-up, Ja. pa smejo. Ja. In fajn je, če še kaj poveš, ampak če ne, bolj, že smo se nasmejali. Okay, a ni to precej omejujoč faktor, da si smešen? Kako pristopati do tega? Pa saj vse stvari so omejene. Intriganten si lahko na različne načine in smeh je, bom rekel, in v resnici čudovit format. Ne? To je veliko mojstrstvo, da znaš ti ljudi nasmejati. Me zanima, tako, kako pristopaš k temu? Ne? Rekel si, da deluješ iz sebe, ampak vseeno, a ti simuliraš določene situacije, Tudi. kalkuliraš, kako bodo na ljudi vplivali, kdaj je pravi trenutek. Ja, mislim, moram... To je obrta, si prav predstavljal. Je obrt. Mislim, so finte. So finte. Mislim, jaz sem mojster, ne? Daj mi malo razloži. Mislim, jaz sem bolj talentiran kot delavec, ne, bil. Zdaj sem bolj delavec kot talent, ne. Ampak se mi zdi ful pomembno, da delaš, ker sem videl več ljudi spet z delom kot talentov brez dela. Ampak kaj to pomeni, da delaš stand-up? Ker nam, odjemalcem zgolj, ki nismo posvečeni bom rekel, v tehnike tega ceha, se zdi stvar precej enostavna. Nekdo stopi na oder in začne govoriti neke zgodbe, ki spominjajo. Ti bom tudi to razložil, ampak daj ta format najprej bi ti rad, veš, jaz ne gledam na humor kot na format ali pa omejitve, ne, ko si rekel prej, vse je omejeno, ne, veš, smo omejeni. Vse te omejitve in potenciale si večamo, ne, zdaj z raketo lahko gremo dlje, ali pa ne vem, ti imaš format radijske oddaje, toliko minut in znotraj tega moraš delati, ne, in nekam pripeljati zadevo. Tako da se mi zdi biti omejen super in tudi omejeno človeka se mi zdi nekaj najlepšega, ker je tukaj pol ful več možnosti in znotraj tega biti kreativen. Meni, če daš omejitve, meni je tu izziv, kako biti znotraj omejitev kreativen. Ker najhujše ti reče, lahko delaš karkoli hočeš. Ja, ok, si to lahko delam tudi popoldne sam. Ne? Tako da humor pa jaz vidim kot nek ključ vstopanja v človeško zavest in je najbolj mehek prihod in najbolj na široko ti odprejo vrata. In to moraš pol ne izkoristiti, ampak spoštljivo in odgovorno to lastnost se dojemati in tudi sprejeti, ker s tem smehom lahko narediš kaj več, prav tu izboljšuješ počutje ljudi ali pa odnose med njimi ali pa sebe ali pa njih in ko dojamaš to poslanstvo, je ful lažje delati. Mene je motilo pred leti, ker nisem videl svojega poslanstva, niti nisem vedel, zakaj to delam. Ja. Zdaj pa imam toliko močen zakaj in mi motivacija ni več težava in z veseljem delam. Mi je pa za druge ful lažje pisati, ker jih gledam od zunaj in jih vidim, teže mi je zase, ker gledam iz sebe na ven in sebe ne vem, kdo sem in ne znam postaviti v družbo. Aha, se pravi, ti napišeš tudi stand-up po naročilu, recimo. Ja, zdaj sem... Jaz ti naročim, kak stand-up bi recimo napisal? Zate? To me zanima, kako bi pristopil. Ja, jaz bi tebe bi postavil v kontekst kmeta v urbanem prostoru, ne? Ampak fake kmeta, ne? Ti si v bistvu ta hipster, ne? Čeprav znaš verjetno motorko vihteti, ne? Ja, mislim. Bolj ne. Ne, no, vidiš, motorko znam vihteti za lastne potrebe, verjetno se pa z nekim ja, ker si ta, veš, ker te novi hipsteri ne znajo motorke vihteti, sam zgledajo, kot da znajo, ne? Ti in zgledaš in znaš, ne? Tle si že na meji Berganta, ne? Ampak si dosti bolj urban. Tvojega Berganta. Mojega Berganta, ja. Pozdrav ga, en bolj simpatičnih Bergantov, kar jih poznam. Ja. Nekje si zapisal, da kot komik programiraš boljšega človeka oziroma boljšo družbo. In ta zapis se mi zdel tako najprej malo pretenciozen, potem sem pa začel razmišljati jaz o humorju. Sem ugotovil, da bi to z vidika humorja utegnili držati. Sem jaz tako rekel, da se mi zdi, da posameznik ali pa da je človek do te mere človečen, kolikor pravzaprav premore enega kvalitetnega smisla za humor, ne? Ker humor je na nek način tudi sposobnost ene samorefleksije. Ja. A sem zdaj zakompliciral? Ne, nisi. Veš kaj, samo težava je, da ne sovpada z mojo
generalno filozofijo, ker so se Ok. tudi že prej pomenila, da o generaliziranju, ne, da ni pravil. Ne. Veš, ko reče, ja, če hočeš biti komik, moraš biti inteligenten. Kaj pa vem, mislim, a veš, če si smešen, pa si zraven glup, zdaj nisi smešen več. Mislim, a veš, Ampak ni tudi pravil. znotraj znotraj, bom rekel, komedije, ki jo prizarjate, ampak jaz bom zdaj zelo površno in bom generaliziral, zato Prav. ker gledam kot zunanji opazovalec, ki Ok. nisem posvečen v vaše stvari, ampak gre v resnici za nek splošen pristop. Recimo ti vzameš neko temo, rečeš, ok, fantovščina, staranje, Ja. očetovstvo, Mhm. predzakonska spolnost. Ne, to so neke teme, ki so precej splošne in potem se ti kot humorist giblješ znotraj tega polja in verjetno skušaš skozi izpovedano nagovoriti čim več ljudi in doseči relativno podobne učinke pri njih, ali se motim. Delno se motiš. Okej. Mislim, težava je Slovenija pri vseh zvrsteh, karkoli delaš, da rečejo Slovenija specifična in res je zaradi te majhnosti, ker jaz ne morem govoriti karkoli hočem in čakam, da se ljudje naberajo okrog mene, ampak moram iti do njih. Ne. Prvo zaradi zadržanosti naših ljudi, drugo zaradi tako majhne gostote ljudi, da moramo mi hoditi do njih in jih iskati in jih prepričati, da smo vredni tega. Ne. Ja. Ker v Ameriki pač nabijaš, pa če imaš 200 jurjev v fenu, to je zelo malo glede na 300 milijonsko populacijo, ampak za preživeti super. Ne. To je en del. Drugi del, jaz bi se vrnil na to programiranje, ki si ga prej omenil, ker je dejansko smo non-stop programirani. Ne. Tudi v osnovni šoli, srednji šoli smo konstantno programirani vsak dan in tudi v kontekstu širšega razmišljamo o programiranju in verbalno in veš, da bi na poti do šole otrokom na zide pisal neke verze, ker on bi ga mogel vsak dan prebrati, pa tudi če ga ne, ko gre mimo, prebereš, kar je na steni. In če piše neka huda misel, veš, bomo mi na človeka vplivali in ga bomo reprogramirali ali pa doprogramirali ali pa, veš, in z tega stališča in tudi humor, ko sem ti pripravil, ja, je najbolj res fin in najbolj globok in preprost vstop v človeka v smislu, kam pridemo in koliko pridemo in to je treba izkoristiti za to, da programiramo boljše ljudi, da delamo, veš, jaz hočem živeti z ljudmi, ki so mi kul in s tem si delam ljudi, ki bojo bolj kul. Čeprav v osnovi že te, ki pridejo na stand-up, so bolj odprti ljudje kot ne, kot ostali. Ampak jaz hočem vsakega razumeti in jaz bom tudi vsakega poslušal, tudi če je totalno kontramišljenje, ker ga hočem razumeti, ker hočem, kaj njega driva, zakaj pa je on tak, kaj njemu naredilo, da je tak, ne? In kaj se jaz lahko naučim od njega oziroma kaj se lahko on od mene. Zdaj, pač tu sem povzel, to zadnje sem povzel. Kje se ti zdi življenje res smešno? Kje se mi zdi življenje res smešno? Ja. Ko si na vrhu. Okay, Veš zakaj? Ker pol vse, kar je bilo slabo, se ti zdi smešno, ker takrat, ko si v godlji, ne, kot pravijo Zmelkovi, se vem, da se bom enkrat temu smejal, ampak trenutno mi ni do smeha. In pol, ko je enkrat to za tabo in kot ti je fajn, krat je tisto res smešno. To, da sem z Bergantom živel, ne živel skupaj v stanovanju, ampak skupaj v sobi. Tako revna sva bila, ne. Takrat mi je bilo takrat mukotrpno iskreno, ker ta človek se ne ugasne nikoli, on govori non-stop. Ampak zdaj mi je to smešno, takrat mi ni bilo. In stalno šopa tisti svoj savinski dialekt. On ima neverjetno potrebo po dokazovanju, samo zato, ker mu mama enkrat ni rekla, Gašper, ti si v redu. No, hvala za tole čudovito istočnico, Žan, ker točno o tem sem začel, želel nadaljevati, ne, ker zdaj, oba prihajava iz precej nastopaškega poklicnega miljeja. Si ste kdaj spraševal, kaj kompenzirava po kar dvojini? Ja, mislim, jaz ne bom tajil, da je to izvorno iz nekega ekshibicionizma, ne, in iskanju potrditve, verjetno tudi ta. A nisva bila slišana kot otroka, Ja. a iščeva potrditev, da sva vredna od zunaj, Ja, sigurno. a nama manjka ljubezni. Tudi. A ti si prišel do tega, ali ne? Ja, ne, jaz sem začel v neki točki, ko sem, bom rekel, analiziral svoj obstoj in ta veter, ki je mojo jadrnico pognal, ne, prek ekvatorja, ne, ker se zdaj že vračam, oziroma prek Tasmanije, grem že okrog, ne, počas proti koncu, ne, čez 15 let bom v penziji. A res? A si izračunal že? Ne, nisem izračunal, to si tako To domišljam. pa ne govori, ker si res domišljaš. Ne bom še čez 15, ne boš, mislim, da bom še sigurno. uradno 17. Malo Mislim, pretiravam. optimist si, Ampak ne? me razumeš, sem Ja. začel premišljati o tem, nekaj me je pa pognal. Ja.
Ja, mislim, na te poti. Ne? ne, zdaj, hočeš res vedeti, ali veš to ino, ne, kot te vprašaj, koliko si star, ne, zdaj, a dejansko fizično ali mentalno, ne, Ja. pač tukaj so trije možni odgovori pri starosti in tudi pri temu so možni več odgovorov, je od psiholoških do bioloških do, zdaj, sam povej, kaj želiš slišati. Vse, ok. Dobro, biološko gledano, terapeut pravi, da do 18. Meseca nisem dobil najverjetneje dovolj ljubezni od svoje matere, ker ne bi rad potrdil oziroma čutim potrebo, da je branim. Tudi meni rekel, pred zgodaj sva bila odstavljena. Ja, verjetno ne. Po drugi strani je pa tudi tukaj šolski sistem, ki sem ga prej omenil, jaz tam definitivno nisem dobil dovolj potrditve nikoli, ne? Niti skozi ocene, niti skozi pohvale, niti skozi nič. In potem sem mislim, v sebi še vedno čutim, da bi se rad skozi izobraževalni sistem dokazal z neko diplomo, ampak vem, da je to čisto neumno in brez veze, ampak moja traumatična izkušnja pa noter, dajmo to narediti, da dokažemo, da zmoremo. Sošolci so dobivali čebelce pa petke, ti pa ne. Jaz vedno sem bil ta razredni klovn in moteč, ne? Ker je, veš, ampak noben tega ne vidi kot talent in v smislu, veš, ker šola ne išče talenta ali pa mogoče zdaj že ali pa kakšne in to prepoznava kot moteč element, zato ker ne spada tja in res je moteč, jaz vem, da sem bil moteč, ampak takrat jaz tega nisem vedel, mislim, jaz z uno glavo otroka, mislim, ne moreš biti in mislim še zdaj in tudi razumem pol recimo svojega kolega, zakaj to rabi, ker dejansko to rabiš, ker tega nisi imel in kljub temu, da sem star 31 let in živim sam in se sam preživljam in sem čisto v redu, še zmeraj znotraj mene je ta občutek, da sem lump. Razumeš? Iz osnovne šole, še zmeraj se počutim kot moteč in je to v meni. To je neka patologija, ki je kljub vsemu nama pomagala, tudi zdaj si precej podobna, ne? Pomagala na poklicni poti. In to enkrat to zavestaš, kaj pol narediš? Se lahko zahvališ, da si tukaj in zdaj... In zdaj imam te višje cilje, o katerih smo že govorili, o tem programiranju boljšega sočloveka, sebe in ostalih in razreševanja družbenih težav ali pa kakršnih koli na nek sofisticiran, lep način. In to je to, da se poslušamo in da se znamo slišati, ne samo, da se poslušamo, da ga probamo človeka razumeti, ker vsak ima neko svojo čustveno realnost. Težava je samo to, da ne znamo sploh komunicirati in to tudi zdaj delam med drugim. Ampak ni to vedno večji problem? Ja, je. Oziroma, tako bom rekel, ne, zdaj mi živimo v neki družbi in v nekem času, ki se zdi na videz hiperpovezan. Ne. Mi smo ves čas povezani vsaj s 5 aplikacijami, s katerimi lahko komuniciramo. 15 let nazaj so nam porinili neka družbena omrežja, da ne bomo več osamljeni, da bomo ves čas preverjali naše ideje in drugega, da bomo, ampak se mi zdi, da tako nepovezani nismo bili še nikdar. Zdaj, tak je moj občutek, kako ti gledaš na pojav teh digitalnih okolij in rekel, na etiko, ki tam poganja komunikacijo. Ful imam izdelano mnenje. Super, da ti bom delil. Okay. Veš kaj, se mi zdi, da zdaj, ko imamo super avtoceste, da lahko pridemo kamorkoli, se mi zdi, da bomo ugotovili, da sploh ni bila težava cesta, ampak da smo težava mi, ker ne vemo, kaj bi. Zdi se mi fajn, ker nam internet ponuja informacijo na dosegu roke in z tega stališča sem jaz lahko ful bolj pameten kot moji starši, ki so mogli to v knjižnico ali pa ful ene motivacije več pokazati, da so prišli do določene informacije. Tle mi imamo to rešeno. Druga težava, ko se pojavlja, je ta, da moramo ljudi sploh naučiti se pravilno odločiti. Težave bomo imeli s selekcijo, se pravi biti dober selektor informacij, ker jih je preveč in kako selekcionirati te informacije. Druga težava je ta, da sploh ne znamo komunicirati in pričakujemo od otrok ali pa od ljudi, da kar znajo, ampak to isto kot bicikl, en te mora navaditi, si pol znaš, sam komunicirati ne znamo, besed se naučimo. Lahko skočim sem, da ne samo, da je mogoče ne bi bil tako kolektivno samokritičen, da ne znamo komunicirati. Meni se zdi, da nam družbena omrežja skozi algoritme v resnici vsiljujejo en princip komunikacije. Ne? Algoritmi so tako nastavljeni, da recimo konfliktne teme prej pridejo v ospredje, ne, da je v bistvu stimulirajo konflikt, ne, ampak ta konflikt ni v naši naravi oziroma se mi zdi, da dobivamo napačno predstavo o človeku kot takem, ki naj bi bil bitje konflikta, bitje kaosa, bitje, ki potrebuje ves čas nek nadzor in represijo, ki se ni sposoben brez, bom rekel, zunanjega vladarja več organizirati na pravi način. Ravno zadnjič sem bral knjigo, jo toplo priporočam, od tega Rutgerja Bregmana, kako
kako je že zgodovina človeštva skozi prizmo optimizma, mislim, da je nekaj tazga, no? Kjer navaja en kup študij, ne, ki uporekajo temu, ne, da ljudje ravno v kriznih situacijah se vedno znova pokaže, znamo biti sočutni, znamo komunicirati in da se znamo brez zunanje pomoči tudi zelo kvalitetno organizirati. Zdaj družbena omrežja kot taka totalno nasprotujejo temu videnju. Ne? Greš pogledati družbena omrežja, Facebook, Twitter, kamorkoli, tam smo, bom rekel, na ravni nekega reptilskega možgana, ne? Ja. Fuku, papu. Kar je meni čisto v redu, ampak Okay. ne, saj tu je, zdaj jaz se ne rad spuščam teorije zarote, ker me ful to obremenjuje in tudi zaradi tega. To ni teorija zarote, to je biznis model, ne? Ali pa tudi ta biznis model, ker je res tako pogojeno in te moči nimam in je najbrž nikoli ne bom imel, imam pa to moč, da vplivam nase in na sočloveka, ki me konzumira in kle probam narediti največ. In kle sem tako naivno, romantično optimističen, ker zaradi tega pol to delam in kle se mi zdi, da lahko ful naredimo, ne? Ker zdaj ali boš ti pogledal to stvar ali ne, je tvoja lastna odločitev, dokler še je in je fajn, da jo izkoristimo, da tega ne gledamo. Razumem tvojo študijo, ki si jo postavil, ampak jaz jo probam kle negirati že s tem, da je ne konzumiram. In to je tu, če bomo selektorji dobrih... česa, kako, na kak način? Mislim, jaz nimam recimo TikToka ali pa ne vem, Instagram uporabljam zato, da komuniciram s svojimi sledilci, da jim povem, kje imam naslednjo predstavo in ne vem, če kdaj še kaj, ampak ne zares. Pač rad berem, rad se pogovarjam z ljudmi, ampak jaz nisem na teh stvareh ful. To ni moja izbira konzumacije informacij, ker je informacija premalo kakovostna, da bi jaz tam jo vzel. Ne, zdaj te bom vprašal že z stališča posla, glede na to, da si ustvarjalec najbolj poslušanega podcasta v Sloveniji. A greš kdaj preveriti recimo statistike, število lajkov, priljubljenost, rejtinge? Mislim, to je že sama platforma, ki nam ponuja, da tam nam ponuja blazenih analitičnih podatkov in to konstantno preverjamo tudi zato, da znamo vrednotiti svoj kanal in ga znamo prodajati po pač nam se zdi pravi ceni. Ker je to za nas biznis. Mislim, je zabava za naše gledalce, za nas je tu neko urjenje nekih veščin, hkrati pa tudi poslovni model. Odličen odgovor, ker ravno o tem sem te želel vprašati. Ne, ti si pač zdaj nek profesionalc, ki pravzaprav uporabljaš družbena omrežja, da pravzaprav oglašuješ in tudi razširjaš svoj produkt, s tem ni popolnoma nič narobe. Ampak želim, kjer pa vidim pa problem, ko se mi kot zasebniki začnemo vesti na družbenih omrežjih po tem poslovnem modelu. Ne? Kjer mi ne delamo posla, ampak samega sebe in svojo pojavnost pravzaprav preverjamo in dajemo na ogled z mislijo na to, kakšno pozornost bomo tam poželi, ne? Koliko neke digitalizirane ljubezni bomo prejeli v številu lajkov. Ja, ne, s tem pa sploh nimam težav. Mislim, da jaz tega ne... Ne, mislim, da jo imaš ti, ampak kako gledaš pa na ta fenomen? Recimo, zdaj ta poročila o pravzaprav epidemiji depresije med mladimi zaradi teh razlogov praktično dežuje, vsak dan beremo članke. Veš kaj, ne vem, ker prvo nimamo otrok, ti najbrž imaš otroke toliko stare, da to zanima bolj. Ne? No, jaz v tem nisem, ampak glede tega pa imam en projekt, ki se kliče Srednja bedna, ne? Kjer hodim po srednjih šolah in govorim srednješolcem o tem, ko sem se jaz počutil v svojih srednješolskih časih, ampak tudi jih učim prepoznavati svojo čustveno realnost, zaznavati čustveno realnost svojih sošolcev in jih tudi učim, ne vem, veščino dajanja pohvale, veš, ker vsi se znajo grajati. To je zanimiv projekt, da lahko poveš kaj več o tem. Ja, lahko povem, valjda. Kako je strukturiran, organiziran, kako traja 55 minut oziroma 50 minut, ker vem, kakšna je pozornost v srednji šoli. Druga stvar, da je ta predstava zelo intuitivno izpovedna, ker vse predstave načeloma so delane na racionalni bazi, ne. Ti gledaš, razumeš in ful pametno, ne. Kar je sicer v redu za odraslega človeka, ampak srednješolci se mi zdi, da bolj rabijo ta čustveni moment in to, da začutijo. In kle jih pač učim tega pravila 7 objemov na dan, ker pol to naredijo, ne?
Veš, in se prav dvigne se frekvenca prostora, mislim, energija, zabava, oči teh otrok. Tu se vse dvigne na višjo raven. Eni so mogoče bili prvič objeti v tistem tednu. Mislim, tu je žalostno, ali pa tudi, da so bili prvič pohvaljeni, ker se morajo hvaliti med sabo in pol zbirajo, kdo je najboljše pohvalil in taki je zmago dobi pokal za najpohvalo, ker merimo šport, merimo matematiko, fiziko, ne merimo po teh človeških lastnostih biti dober prijatelj, pa dobro dati pohvalo. In tu delam zdaj po srednjih šolah in se izkazuje, da je tu res nujno potrebno, ker zdaj so bili 2 leti zaprti med covidom, oni se ne znajo, oni se težko gledajo v oči, ko se pogovarjajo, njih je sram deliti svojo čustveno realnost, ker se bojijo biti prizadeti, sploh ne znajo pohvaliti človeka, tako kot se pohvali človeka, znajo pa mu reči, ti si zabit. Mislim, itak to znamo vsi, ampak zakaj bi to enemu rekel? In tudi jih učim, da če ti nekdo to reče, prvo pomisli, zakaj ti je to rekel. Mislim, on je najbrž frustriran iz neke svoje frustracije in vseeno probi iz te informacije nekaj povleči. Mislim, vprašaj se, če si res zabit, ne? Mogoče pa res si, ne? Pa ti je on pomagal. Ne? Mislim, fair je do vesolja, da se tudi tu vprašaš. To je, vse pohvale sem v tem projektu bral, to je odličen projekt, se mi zdi pa neskončno tragično, da tak projekt nastopa kot obšolska dejavnost, da ni to integralen del in zelo obsežen del. Sam to ga ne naredi, razumeš, sem to naredil iz svoje lastne frustracije, ker sem v srednji šoli vsak dan pomislil na to, da bi se nekam vrgel. Jaz sem fantaziral, vsak dan sem umoril, sam to je bila moja misel od 12 let vsak dan in meni se je to zdelo normalno. Zdaj, ko mislim nazaj, se mi zdi tu noro, da sem sploh še kle in po drugi strani sem hvaležen, da sem kle in zdaj hočem to narediti, ker nočem, da je še en tak tam med njimi, kot jaz in nočem pač, da noben ga zgubiti zaradi enega bednega razloga, ker sem zgubil preveč prijateljev, ko jih ni več in jih ne morem dobiti nazaj, ker pač tako je življenje zaenkrat. In probam vsaj njim dopovedati, da ne rešijo enega sošolca med njimi, ko niti ne vejo, da ima težave in če se bojo objemali med sabo, bo že tu na biološki ravni toliko pomagalo, da se bo tudi psihologija pol spremenila, zato ker je oboje stransko. Veš, mi če se nasmehnemo, ker tako brez veze, tu vpliva vseeno na odzadje na možgane, tudi če ni zaradi smešnega. In ta objem, ko ga ti dobiš, če ga boš vsak dan dobil ali pa če te bo en pohvalil enkrat na teden, bo tu ful dobro vplivalo na te. Mogoče glih toliko, da te bo držalo na nitki. Mislim, pač tu je okej. Ne? Ja, mislim, to je tragično dejstvo, da najstniki recimo obvladajo prezir, ne znajo se pa pohvaliti. Ja. Ampak z tega bi lahko kako teorijo zarote. Ne, samo to, da smo v resnici pač malo smo žalostno biti v tem smislu, da se ne znamo dovolj samo opazovati in izražati svojih repenent. Veš zakaj? Zaradi sramu in zaradi strahu pred neuspehom. Ker človek zaradi strahu bo vseeno skočil, ampak zaradi sramu bo rajši umrl. In tu mi je tako, wow, koliko je ta sram močen, da je človek pripravljen rajši umreti, kot ne vem, ali iti zdravniku ali pa povedati na glas, kaj si misli ali pa kaj želi. In tu pač mori človeka. In tega nočem, ker tak sem bil jaz. Strah, česa nas je strah? Dobro, itak klasična, mislim, strah pred smrtjo, ampak je tako banalen, ko to enkrat predelaš. Strah pred javnim nastopanjem, močnejši od strahu pred smrtjo. Pa ima vsak svoje. Ampak res, jaz strahom nimam težav, ker sem pač bil paranoik pol let, ampak bolj mi je sram zanimivo. Strah pred nepopolnostjo. Meni se to zdi, da je dosegljivo. Ne? Jaz sem tudi ta en človek, da je lahko perfektno. Ker to je ta koncept, ko si ga zastaviš v glavi. Ne? Tako da, če ti misliš, da je to asimptota, kjer se približuješ, pol ni mogoče, če odmisliš, tu pol je mogoče. Tako da... Podcast. Gre govoriti o podcastu. Ja. Jaz namreč zdaj po letih nekih radijskih intervjujev štartam svoj prvi podcast, zares. Ne sem imel neke vsebine, ki so jim rekli podcast, ampak to ni podcast. Pa si radijska oddaja je v bistvu podcast. Ja, ampak ni, ne? Ampak je, odkar ste dobili Tomiča, ki je postavil arhiv in... Okay, ja. Ne, če sva tehnična. Ne, s Tomičem sva imela, Tomiča še vedno imenujete podcasteri, oče slovenskega podcasta. Sultan, ne, podcast Sultan. Oziroma jaz mu rečem otrok ujet v 2-metrskem telesu. Ne. Ja. Mali človek. Ravno to sem želel tebe vprašati, kakšna je razlika med podcastom in radijsko oddajo? Glede na to, da ti si bil tudi na radiju, vladaš oba medija. Ja, radio je v živo, podcasti so ponovadi posneti in kasneje objavljeni, hkrati se pa lahko radijska oddaja spremeni v podcast, če jo posnameš, jo imaš arhivirano in je dosegljiva na nekem odjemalcu, ne, ali je to vaša spletna stran ali drugi. Ampak prednost radija je ta, da je live in da oddaja preko frekvenc, ki jih lovimo v avtu, tega podcast ne, oziroma zdaj spet digitalni signal. Veš kaj, mislim, toliko se zdaj prekrivajo obe strani, da na koncu
bomo prišli do tega, da je isto, ampak včasih pa ni bilo isto. Ne? Izvor je bil na dveh bregovih, ampak zdaj so pač se srečali na vrhu hriba. Ali kaj. A veš, zakaj je tvoj podcast Fejmiči, če ga ne poznate, najbolj poslušam podcast v Sloveniji? Bi znal odgovoriti zakaj? Ja, bi znal, ja. Mislim, predvsem zato, ker sva dva komika, ki ne šparava jezika, v smislu in tega, da si upava vprašati karkoli, kogarkoli, še vedno na spoštljiv način, probava. Hkrati sva pa tudi dovolj zabavno, ker sva dva komika in iščeva vedno, da poveva neko foro, ker je to neka bolezen očitno. Ja. In folk to zabava in folk išče sprostitev in zelo lahko nas konzumirajo vsi. No. Pač taš zraven, ko se saš po včasih sta nesramna, ne? Ubogega očeta slovenskega tehna DJ Umeka sta pustila in provocirala, da je 15-minutni traktat o premoči bele rase razvlekel na 20 minut. Ob tem, da v počelu sploh ni bila rasistična debata. Ne? Tisto je bilo maksimalno žleh. Dajte si poslušati. Včasih ste zlobni. Vsak pove, kar misli. Ne? Prej sva govorila o tem, da bi, to je bil tisti neozvočen del iz začetka, ne, zdaj ti bom podtaknil, da bi si najbolj želel imeti za gosta Hitlerja. Niso to čisto moje besede, Miha, ne zdaj tukaj preobračaš. Ne, lej. Ampak bil bi blazno zanimiv intervju. Ja, no, govorila sva v kontekstu tega, da o tem woke kulturi oziroma tej kulturi, ki želi blazno paziti, da ne užali nikogar, da tudi pač Hitlerja kot zelo tragično in zelo grdo osebno zgodovine, veš, da bi jo želel samo razumeti, takšnega človeka, jaz bi ga poslušal, mislim, ok, če bi se ga dalo ustreliti, bi ga ustrelil z prve, ampak dokler ne bi naredil vseh neumnosti. Ampak vsakega človeka probam razumeti, tudi če je ful drugače misleč, jaz ne vidim rešitve, da nekoga kar utišaš. Jaz mislim, da moramo vsakega poslušati in ga probati razumeti, iz česa govori, ali govori svoje frustracije, ali iz kakšnih vrednot govori. Ker eni so odločni nasprotniki te drže, ne? Eni trdijo, da je treba biti izjemno previden in okusen pri tem, komu daješ glas. Ne? In da je treba biti odgovoren do tega, da recimo tudi novi mediji, kot so podcast in podobne pojavne oblike, pravzaprav služijo kot ojačevalec. Ja, jaz pa mislim, da odvisno od moderatorja, ne, ali pa ne vem, sogovornika, ne, ampak če bi bil to jaz, bi dal definitivno besedo vsakmu in bi ga probal razumeti in hkrati bi mu probal, če ima neke ne zgrešene vrednote ali pa tudi zgrešene namene, ne, ko se mi zdi, da vrednota ni nobena težavna. Ne. Veš, tudi, da, ne vem, domoljubje je super, dokler se ne sprevrže v nacionalizem, ne. Pač veš, zdrava mera tega. Ne. In če bomo ljudje poslušali, bodo tudi te ljudje manj agresivni, zato ker bojo videli, da so slišani in mogoče rabijo sam tuč, če jih bomo pa totalno zabijali dol in ne dali možnosti, bojo iskali svoje kanale in bojo postali bolj močni v tej svoji agresiji in ne bojo imeli te čiste misli, kaj sploh hočejo. Ne. Mogoče ugotoviti njihovo frustracijo. No. Tako da jaz sem zagovornik totalnega tega, da dajmo vsem priložnost, dajmo jih poslušati, dajmo jih probati razumeti, sam na temu ne služijo politika, ampak na temu, da se kregajo in delijo. Jaz tega ne bi delal, jaz bi rad združeval ljudi. Pač mislim, ena taka misica sem. Pa rešil delfine. Ne? Ja, karkoli. Pa je že kdo skušal utišati? Ne. Recimo med komentarji? Med komentarji. Med komentarji. Zdaj smo jih tako začeli kar brisati ali pa ne pokazati teh grdeh, ali pa tudi pustiš. Sem slišal eno ful dobro, rekel, lej, če bi prišel en pes v tvoje dnevno in bi se usral, bi ta drek kar tam pustil. Ja ne, skidal bi ga in isto naredimo s temi komentarji. Ja. Ampak spet vem, da ta človek pove več o sebi kot o meni, kadar me slabo govori o meni. Ne? Ampak včasih ima pa tudi prav. No? Zadnjič me ena gospa v centru ustavila in rekla, ste vi un? Sem rekel, ja, gospa, jaz sem Žan. Je rekla, tukaj se trapa, sploh roke vam ne moram dati. Sem rekel, wow, ti si mene ustavila pri svojih 80-ih, da mi to poveš, koliko si ti zagrenjena. In sem rekel, gospa, se popolnoma strinjam z vami, imam tudi sam sabo te težave, ampak kaj ne naredim, mislim, da vas pustijo na televizijo, to je pa, vem, kam so prši standardi. Sej, mislim, sem na vaši strani, sem tudi živeti moram od nečesa. Jaz razumem. Ampak koliko je ona zagrenjena, da pri 80-ih me ustavi in mi gre to reči kot pete, ne vem, na tombolo v dom pokojencev. Mislim, kaj sem jaz zdaj kriv vsega? No, ampak sej, gospa je samo izjemno v trendu, ne, ker to je mogoče tudi ena tema, o kateri bi rad govoril. Gospa je pravzaprav predstavnica tega novega gibanja, ki se je pojavilo, mislim, jaz sem ga prvič detektiral v času COVID-a, reče se pa civilno-družbena cenzura. Ne.
Tako, ker cenzura je bil vedno pojem, ki je bil rezerviran za neke centre moči, ne, cenzurirati te želel, bom rekel, nek močen oglaševalec, ker je imel pač svoje ekonomske razloge, da ti nekega članka ne objaviš. Ne cenzurirati oziroma nadzorovati te vedno želi politik v zasebnem, pa tudi v javnem mediju, zaradi svojih interesov. Ampak prvič smo bili pa v času covida deležni pa civilno-družbene cenzure, ne, da je Janez klical dopoldne na radio in rekel, pa kaj ta človek govori, jaz sem se 2-krat cepil. In tega je bilo neskončno. Ne. Spomnim, ki je bil ta zloglasni prispevek oziroma pogovor z Branetom Gradišnikom, ki je itak dežurni humorist in sralec in kdor pozna Braneta, ve, da bo Brane imel vedno kaj podobnega zapovedati, ampak Brane jih je natresel par gorkih in malo podvomil vse skupaj v Odmevih, če se spominjate. No, in takrat je tudi na radiju, ne predstavljam, kako je bilo še na televiziji, je cel dan telefon zvonil, dajte utišati tega človeka. Ne. To je pa nov pojav, da ljudje iz ulice kličejo in pritiskajo na urednike, da naj koga utišajo. Ne. In sploh znotraj digitalnih medijev je ta pojav vedno bolj prisoten. Ne. Ja, in tukaj sem imel zelo jasno mnenje do 2 let nazaj, tudi med covidom, Ja. in ga zdaj rahlo... Ne govorim samo o covidu, govorim tudi Ne, o razumem te, o cenzuri. vedno več je pritiskov na to, Ja, o čem in na kak način se sme znotraj nekega javnega prostora govoriti. ok. Dobro, tukaj so 2 reči, ene so vsebinske narave, ena je način. Ne. Jaz mislim, da vsebinsko moramo razpravljati o vsem in vsem, ne. Način pa tukaj mora biti vseeno postavljen, da je spoštljiv do sogovornikov in vseh, ker drugače pol se začnemo prepucavati in ni v redu. Ker jaz sem rekel tudi, enkrat so me vprašali, isto eni taki mladi nadobudni novinarji, da kaj si mislim o cenzuri, ne, da bi mogli biti na portalih ljudje z imenom in priimkom. Ne. Jaz sem rekel, pa ne, dajmo res ljudem to cenzuro, ker pol povejo, kar mislijo in kar res mislijo, ker drugače se skrivajo, ker vejo, da morajo biti družbeno pričakovani, ker toliko so pametni, ampak po drugi strani, zaradi tega, ker so cenzurirani, si dovolijo spustiti registre in biti totalno nespoštljivi, kar pa ni konstruktivno. Ne. Veš, ne vem, na pamet mi padejo nenormalne spolne prakse, recimo. Ne. No, ampak ni osnovna odgovornost pri pošiljanju neke misli v svet, da jamčiš za njo vsaj s svojim imenom in priimkom. Meni se zdi pa to osnovna higiena. Jaz sem spet, ne, a boš ti... Meni se zdi pa sprevrženo, da bi si dal ime Afna, Frodo, 1, 2, 3 Ja. in bi si ustvaril tam nek profil in bi težil pa zmerjal ljudem. Ja, Ampak to se dogaja, ne? Vem. Tega je ogromno. Ja, ne. ker je težava, zato ker delajo eni ljudje to z zgrešenimi nameni, ampak to bo vedno. Ampak jaz sem mislil, da če daš ljudem cenzuro, bojo brez sramu, samo zaradi sramu grejo to, ker je spet, se mi zdi, da moram ful izpostaviti, da je sram to največje, bi rekel, zaviralec napredka in hkrati tudi gonilo človeškega in skrivanja in prekrivanja in vsega. Iz tega stališča se mi zdi to ful dobro, da so ljudje lahko skriti za nekim povedom. Predstavljaj si en portal, kjer sprašujejo zdravnika o nekih boleznih, nalezljivih, ker jih je sram iti zdravniku. In zdaj oni morajo z imenom in priimkom tam gor to vprašati. Ne bo, ker ga je sram. Če postavimo en drugi kontekst, kjer ti no, ampak ja, kjer pa komentiramo novice, ne, ja, je pa valjda, tam je prepucavanje glupo, ne, tam je pa glupo, ne, zdaj ne vem, kaj je boljše, včasih bi ti rekel, da je boljše, da so cenzurirani, zdaj odvisno od, ne vem, ker težko je izhajati iz sebe, zato ker človek si tako vsi, ampak niso vsi taki in nimajo vsi takih namenov. Žan, nisva še tvoje pesniške zbirke omenili. Ja, se sem že Mogoče vse bi se povedal. prej, ne, ker prihajaš z iste pokrajine, ne, Srečko, kako si predstavljaš, Srečko Kosovel v tem času? A bi imel Instagram, Twitter, Mislim, Facebook? da bi ga kap, ne. Ne, pa tudi jaz ne vem, koliko bi se zares razumel z njim. Na momente se mi zdi blazno intelektualen, po drugi strani se mi je zdaj en izmikavt, ker včasih nisi imel televizije pa interneta pa ful nekih stvari, kamor bi lahko zabijal čas. Veš, njemu je ziher mama rekla, Srečko, bo treba kaj pospraviti sobo, glih imam nekaj za napisati. Veš kaj mislim, tako sem si jaz predstavljal, gremo pobirati krompir, ja, glih pišem nekaj. In se mi zdi tak izmikavt za tiste cajte. Sem bil je prodoren tične, če pogledaš, ne, on je bil kar influencer svojega časa, on je bil star slabih 22 let, ne. Ja. Pa on se je prehladil na literarnem večeru v Zagorju ob Savi, Ja. na železniški postaji.
Ja, a ni to neumno? Piše, veš kako piše v uradnem zapisu, da po burni debati s kolegi, Se skregel? ne, s kolegi literati, ob burni debati jim je ušel vlak in je celo noč prebil na ljudem v mrzli železniški postaji, staknil to pljučnico, na koncu umrl zaradi, mislim, da vnetja možganske opne. Ja. Ampak ta korektnost me je zmotila, ne. Po burni debati? Ali? Ja, po burni debati. Mulci, valjda so ga pili kot krave. Ja. Jaz sem prepričan, da je tam Neka bejba bila vmes, ne? Neka Marjeta jih je. Ne, a ni to, veš, ja, jaz sem tu vseeno, tako, v glavi sem si ga doskrat, vem, da je bil po govoricah teh starejših, ki zdaj tudi že ni več, so govorili, da je bil zelo prijeten, pa tak zelo dostopen do vseh, pa govoril tudi francosko, pa zahajal je dosti v Trst, ne, v kitajsko četrt, kjer se je dalo dobiti marsikaj, ne, tako da ne vem, po kaj, pa tudi pred Univerzo v Ljubljani recimo je zelo rad na glas govoril svoje ideje ob 2 po noči recimo. In se mi zdi, da recimo Poštar je rekel Sežanski, da še dobro, da je umrl, kdo bi se tu bral, ne, če bi živel še dlje. In meni se zdi, da za ene pesme recimo in to Evropa umira in to mi je malo tako, postaviš neki v negativen kontekst in čakaš, da se to zgodi in rečeš, sem rekel. Veš, isto kot nogometni klub Tabor Sežana je v prvi ligi, ja, ma tu bo hitro propadlo, ne, in poli 4 leta se boriš in 5 leto izpade in rečeš, sem rekel jaz, mona. Razumeš? Z tega stališča mi je pol malo, rajši iščem tle pozitivizem in nekaj drugega, ali pa čustveno resničnost, kakor neke predikcije, ker itak, ja, svet bo enkrat ugasnilo sonce ali pa eksplodiralo in ko se bo tu zgodilo, bo rekel, jaz sem rekel jaz, mona. Razumeš? Mi je tako malo, no? Je pa briljantne, ene stvari so briljantne, da se ne bo pomote. Sam vseeno jih hoče malo, veš, tako se mi zdi vedno pesnike, jih dajemo na piedestal, nikoli jih ne gledamo kot ene ljudi, ko smo se pogovarjali tako, kot jaz in ti, ali pa ne vem, jaz sem si zmeri Cankarja predstavljal na Muri v kopalkah na Hrvaškem, ko če naročite eno kepco čokolade, ako može. Ne, veš, ko mi je, tako je funny, ni, tu je ful bolj funny, mislim, ker on je bil pa, ne, model je bil, mislim, gor se je kotalil dol, veš kaj mislim, tu so navadni ljudje, pač. Ja, sorry, oprosti, ker sem tako, ampak... Ne, odlično, ker sem tudi sam razmišljal o tem pozdigovanju, ne, kako so je bil 22-letni fantič, ki je sicer ustvaril genialne stvari v času svojega življenja, ampak on je bil mulc. Ja, pa tudi ta konstruktivizem in te stvari, veš, zdaj sem šel na eno razstavo... Včasih akademiki ful preveč seriozno razpravljajo o tem njegovem pojavu. Točno, je pa super, itak in tudi za kontekst časa, ampak tudi on je črpal, veš, iz Francije, pa iz Rusije so dobivali, veš, revije, pa zato je super, da si dal ti Cvitkoviču napisati, oziroma odkot vajino poznanstvo, ker je lepo napisal, bom prebral, ne, zapisi Žana Papiča so točno taki, kot je on sam. So poezija, so udarci iz podzavesti, so zajebancija, niso zajebancija, so avtobiografija, so samospraševanje, so borba z egom, so sočutje, so razgaljenje, so vse. Jan Cvitkovič. Ja. Lepo. Ja, jaz sem ful navdušen. Mislim nad njim itak, ampak tudi da tako misli o meni. Ampak tu je dolga pot dokle, tu moraš vedeti, on je tudi mene preziral na začetku in tu so bile res borbe. Ker sva imela eno obdobje kar podobno družbo, ker sem se družil z enimi starimi strici iz Krasa in smo pol hodili po teh oštarijah in smo doskrat se pač družili tudi skupaj, ampak me je totalno zabil, karkoli sem rekel, kdo je tebe, ki vprašal. Na ta način sva komunicirala, no, kljub temu, da sem jaz ga oboževal kot filmskega ustvarjalca. Pol se pa ne vem točno, in tak intervju sem imel z njim, kjer sem se ful dobro pripravil na njega in takrat se mi zdi, da me je začel spoštovati in me je zaznal, no. In pol sva skozi debate, pač, doskrat sva debatirala in še doskrat, kadar se srečava debatirava in doskrat tako razpravljava, se usedeva, pa z njim se res da, je tak človek, tudi po več ur. In imava podobne filozofije, ampak tudi to borbe z egom, zato ker sem rekel, da sem zdaj nekako sprijazen sam s sabo, pa da vsem želim dobro, pa to pa me gleda tako, ne verjamem ti čisto, ampak v redu je, že tako misliš, ne. Veš, in se zabavam strašno z njim. Pa mogoče kaj pomagalo, ne vem, tudi recimo, če domnevaš, da je ko so vela po burni debati, ne, tudi sama dva sva imela te burne debate, ampak sva to zelo, ko bi rekel, džentelmensko sprejela, ne, ali kaj. Nihče ni dobil pljučnice. Ja, točno to, ja. Tako da stvari so se premaknile naprej. No. Jaz nisem nek literarni kritik, ampak ta stvar me je potegnila. Ne. Je zelo zanimiva. Mimo tega, da si mal fan Kosovela, gremo težko, ne? Ja. Aha, ja, valjda. Mislim, vzem to kot kompliment. A si pogruntil konkretno? Ali... Nisem zdaj, nekaj sem se označil, sem mislil, da bi nekaj prebral, ampak
Pa se mi zdi, da ni to tak format tega pogovora, da bi ti Ti si, bral lastno. ne, jaz ne bi bral, mislim, to mi je tako, kot da bi onaniral pred javnostjo. Okej. To je res grdo, mislim, to je za doma delati, a ni? Pol bomo to Poglejte, nekako- kaj sem jaz zapisal, poglejte ljudje, mislim, da je nehi, to ni pač. Ne, pa mogoče kako to, da si se odločil za ta format izražanja, za poezijo. A Ne? ja, veš zakaj? Ker, Ob tem, da se ne šališ v teh tvojih ma pesmih. ja, zdaj sem vse preveč. to, veš, jaz sem ta standarden komik, doma zelo depresiven pa zagrenjen, ki se trudi zdaj, da ne. Saj se mi zdi, da si tukaj zelo podoben, da se trudiš, da si zelo prebolju zase pa za ostale. Upam, no, saj tako Hvala. sem te jaz. Tako, ti si lahko veš idol ali kamen spotike, ne, to je odločitev vsakega posameznika. In, veš zakaj? Ker sem jaz sem imel popravca iz slovenščine, kljub temu, da sem pol šel malo študirati slovenistiko in sem bil ful slab pisec in je poezija dopušča ali pa aforizmi so tako kratek format, da folk ne pogrunta, da ne znaš pisati. In to mi je bila prva misel. In to tudi šolski sistem je kriv, ker ti pesnike daje na piedestal in jih poveličuje in sem to iskal kot format potrditve tudi. Wow. Ja, dejansko, sorry, oprosti, ampak to je res, ne morem tajiti tega. Tako da, če bi oni dali na piedestal nekaj drugega, bi najbrž iskal tam potrditev. Pa izražanje, ja, ful sem slab bil v izražanju svoje čustvene realnosti in do sebe in do ostalih in sem kar mislil, da me ljudje razumejo, ampak me ne in skozi to me lažje. Ja, mene si skozi tole kar presenetil. No. Je res, ali kaj? Ja. Ja, veš, meni se zdi pa, da je tako jasno, da sem zelo intelektualc. Ne? Se nisem mislil, da si intelektualec. V redu si. Ja. Dajte si prebrati brez heca.